Tako, dragi otroci in vzgojiteljice vrtca Dobrega pastirja, učenci in učitelji osnovne šole Alojzija Šuštarja in glasbene šole Matije Tomca, dragi dijaki in profesorji in vzgojitelji Škofijske klasične gimnazije in Jegličevega dijaškega doma, dragi študenti študentskega doma Janeza Frančiška Gnidovca, dragi ravnatelji, ekonom, kaplani in drugi zaposleni ter nekdanji zaposleni, dragi alumni v duhovnih poklicih, spoštovani škofje. Pozdravljeni tudi vsi, ki ste z nami preko spletnega prenosa. Že pred 30 leti je bila ponovno obujena tradicija praznovanja svetega Stanislava, sveto mašo in slavnostno akademijo. Letos smo za sveto mašo poromali v stolnico. V stolnici, ki je glavna cerkev nadškofa, sta tudi grobova nekdanjih nadškofov, dr. Alojzija Šuštarja, ki je leta 1993 ponovno obudil zavod, in Alojza Urana, ki je ustanovil osnovno šolo. Hvaležni smo za njun pogum in vero, da cerkev tudi preko vzgojnih ustanov oznanja Kristusa. Kot je dejal nadškof Šuštar, je zavod poklican, da postaja luč in sol v svetu, da bi ljudje slavili Očeta. Ta sveta maša je zahvala Bogu za vse, kar nam je v teh letih podaril. Za vse zaposlene, ki vsak na svojem mestu vzgajajo otroke in mlade. Za vse talente in navdihe, ki jih mladi delijo drug z drugim. Za vse vesele in tudi težke trenutke, ko doživljamo Božjo bližino in tolažbo. Na zavodsko pročelje je škof Jeglič zapisal: Kristusu, zveličarju sveta. Zbrani smo v veri, da Bog vodi naše poti, da bi bile usmerjene k njemu in sočloveku. Prosimo, naj v nas deluje njegov duh, da bi bili seme, ki raste in daje sad. Hvala vsem, ki ste že celo noč bedeli pred Najsvetejšim in ga slavili. Hvala vsem, ki boste sooblikovali današnje bogoslužje, ministrantom in vsem glasbenim sestavom in posebej skupini narodnih noš, ki so tako lepa slovenska navada. Spoštovani gospod nadškof, hvala vam, ker ste nas sprejeli v stolnico. Prosim, da skupaj z nami in za nas darujete najsvetejšo daritev. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Mir z vami. In s tvojim duhom. Dragi bratje in sestre, slišali smo vse razloge, zakaj smo danes tukaj v stolnici, zakaj smo se zbrali pri tej sveti daritvi. Zdaj vas pa povabim, da v resnici postanemo eno samo občestvo. Od teh najmanjših iz vrtca Dobrega pastirja pa do vseh tistih, ki imamo sive lase ali pa jih več nimamo. Da postanemo eno občestvo v Gospodu Jezusu Kristusu. Naj on vstopi v vsa ta srca. Naj postane v resnici ne samo dobri pastir, ampak brat za vsakega izmed nas. Naj nas poveže v tem občestvu, ki se zahvaljuje, in občestvu, ki v zahvali tudi prosi. Zato mu izročimo vse svoje grehe v prošnji za odpuščanje, da bomo vredno obhajali to sveto srečanje z Gospodom, pa tudi med seboj.
Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Šaravach. Gloria, gloria, in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Gloria, gloria.
Dobri Bog, mlademu svitemu Stanislavu si podelil milost izredne čistosti. Naj prosi za nas in našo mladino, da bomo prav uporabljali čas in moči, ter po njegovem zgledu hiteli k tebi. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz knjige Modrosti. Ljubite pravičnost, ki sodite na zemlji. Mislite dobro o Gospodu in ga iščite s preprostim srcem. Da se najti tem, ki ga ne skušajo, razodene se tistim, ki mu zaupajo. Napačne misli namreč ločijo od Boga in skušana vsemogočnost zametuje nespametne. V zlobno dušo modrost ne prihaja in ne prebiva v telesu, ki je vdano v grehu. Sveti duh strahovanja namreč beži pred hlimbo in se utegne nespametnim mislim, ter se umakne, če se približa krivica. Modrost je ljudomil duh, preklinjevalca pa ne pusti brez kazni zaradi njegovih ustnic. Ker je Bog priča njegove notranjosti, resničen opazovalec njegovega srca in poslušalec njegovega jezika. Da, Gospodov duh napolnjuje vesoljni svet, tisti, ki vse obsega, pozna vse, kar kdo govori. Božja beseda. Gospod, vodi me po poti večnosti. Gospod, vodi me po poti večnosti. Gospod, preiskuješ me in me poznaš, ti prodreš moje misli oddaleč. Ko hodim in ko ležim, ti vidiš in na vsa moja pota paziš. Gospod, vodi me po poti večnosti. Ko besede še ni na mojem jeziku, Gospod, ti že vse viš, zadaj in spredaj me obdajaš, prečudovito in nerazumljivo je to zame. Kam naj grem pred tvojim duhom in kam naj bežim pred tvojim obličjem? Če bi se povzpel nebesa, si ondi, če bi legel pod zemlje, si tam. Če bi vzel peruti zore, če bi prebival na koncu morja, tudi tja bi me vodila tvoja roka
in me držala tvoja desnica. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Ni mogoče, da bi pohujšanje ne prišlo, toda gorje temu, po komar pride. Bolje bi bilo zanj, da bi se mu obesil mlinski kamen na vrat in bi bil vržen v morje, kakor da bi pohujšal katerega teh malih. Pazite na se. Ako se pregreši tvoj brat, ga posvari, in če se skesa, mu odpusti. In če 7-krat na dan greši zoper tebe, in se 7-krat obrne do tebe in reče: žal mi je, mu odpusti. In apostoli so rekli Gospodu: pomnoži nam vero. Gospod je pa rekel: če imate vero, kakor gorčično zrno, bi lahko rekli tej murvi: izruj se s korenino in se presadi v morje. In poslušna bi vam bila. To je Kristusov evangelij. Alleluia.
Dragi bratje in sestre, lepo pozdravljeni, zares dobrodošli v tej stolnici svetega Nikolaja, kjer smo se zbrali zato, da se Bogu ob prazniku svetega Stanislava zahvalimo za vse darove, ki jih je naši škofiji in slovenski cerkvi podaril po zavodu svetega Stanislava. Na poseben način mi dovolite, da pozdravim brata škofa, gospoda direktorja in vse kaplane, vse brate duhovnike, diakona. Na poseben način dobrodošli vsi iz vrtca dobrega pastirja, ki vem, da najbrž kdo še ni bil tukaj v stolnici, res dobrodošli med nami, pa iz osnovne šole Alojzija Šuštarja in vsi drugi. Naj ne naštevam vseh. Kot je bilo rečeno, je danes dan praznovanja in dan hvaležnega spominjanja. Najprej na pogumnega ter za cerkev in narod zavzetega škofa Antona Bonaventura Jegliča. Ta se je ob zavedanju, da se zlasti med študente vedno bolj tihotapijo brezbožne misli in nazori, odločil, da bo ustanovil gimnazijo in zavod, kjer bodo dijake vzgajali tako, da bodo kot izobraženci tudi zavedni Slovenci in zgledni kristjani. Ste slišali? Zavedni Slovenci in zgledni kristjani ob dobri izobrazbi. Ob blagoslovu temeljnega kamna 16. julija 1901 je dejal, da je to temeljni kamen poslopja, ki naj daje mladeničem krepost in znanje. Krepost in znanje. Ko so v zavodu prvič obhajali god svetega Stanislava leta 1905, je v dnevnik zapisal: včeraj dopoldne, zapis je 14. novembra, včeraj dopoldne sem maševal v zavodu svetega Stanislava. Pred sveto mašo sem dijakom nekoliko besedi spregovoril o svetem Stanislavu in jim priporočil, naj imajo vedno pred očmi zadnji namen in naj mislijo s svetim Stanislavom, za kaj višjega sem rojen. In zato naj se prizadevajo za krščansko življenje, posebno za izpolnjevanje svojih dolžnosti in za krstno nedolžnost, za molitev, sveto mašo, prejemanje svetih zakramentov in čaščenje presvetega srca Jezusovega in končno za prav posebno ljubezen do Device Marije. Čez 3 leta, 13. novembra 1908, je bil za praznik svetega Stanislava v Rimu. S prav posebnim namenom, ki ga je zaupal svojemu dnevniku. Danes sem maševal v sobici, kjer je sveti Stanislav Kostka umrl. Ravno včeraj popoldne sem dobil rešeno prošnjo, da se v našo škofijo vpelje praznik svetega Stanislava Kostka in obljubilo se mi je, da relikvije kaj kmalu dobim. Ves vesel sem to v zavod javil, pa so danes mogli že na svetega Stanislava praznovati. Prvi praznik, 1908. Jaz pa sem šel v cerkev svetega Andreja na Kvirinalu, na njegov grob, kjer sem molil. To je nekaj drobtinic iz Jegličevega odnosa do zavoda svetega Stanislava. V resnici je za to ustanovo gorel, z veliko srčnostjo skrbel zanjo. Potem se danes hvaležno spominjamo, kot je bilo rečeno, pokojnega nadškofa Alojzija Šuštarja. Ta je potem, ko je
Republika Slovenija nacionalizirano stavbo zavoda vrnila nadškofiji skupaj s svojimi sodelavci v skladu z veljavno zakonodajo na novo ustanovil Zavod svetega Stanislava za vzgojo in izobraževanje in vsi veste, da je v njem preživel leta svoje upokojitve vse do smrti. Na jutrišnji dan se bomo spominjali njegovega rojstnega dneva. Morda se kdo spomni, pa naj prosi Boga za njegov večni mir. Zavod je pomembno zaznamoval tudi nadškof Alojzij Uran, ki je leta 2007 ustanovil osnovno šolo Alojzija Šuštarja, vašo šolo. In naj škofje, ki so svojimi svetovalci oblikovali življenje zavoda, počivajo v miru. Prav bi bilo, da se hvaležno spomnimo tudi vseh direktorjev, ravnateljev, vseh pedagoških delavcev, vseh uslužbencev znotraj zavoda. Bog naj vsakega izmed vas blagoslovi. In kaj nam sveti Stanislav sporoča danes, tej generaciji učencev in dijakov, ki danes nabira znanje in raste v krepostih in znanju? Drage dijakinje in dijaki, učenke in učenci, ko se jutro za jutrom bližate mogočnemu pročelju škofijske klasične gimnazije, vas prevevajo različne misli. Si lahko predstavljam. Najprej tiste, ki so povezane s šolo, njenimi zahtevami, pa tiste, ki so povezani z vašimi starši, brati, sestrami, se pravi z vašo družino, ko močne so včasih te misli. Pa tiste, ki so povezane s tkanjem odnosov in morda najmočneje zaposlujejo vaša srca in načrte. Kdo bi mogel to povzeti v nekih stavkih? Prosim vas, da vsako jutro, ko pridete pred vrata gimnazije, dvignete pogled. Na pročelju visoko zgoraj je napis, ki ga je tam hotel imeti škof Jeglič. Prepričan sem, da ga vsi vidite pred očmi in nosite s seboj. In kolikor vem, tudi v času nacizma, ki je to stavbo spremenil v zbirni center za Slovence z Gorenjske in Mežiške doline in se jih potem izselili v Hrvaško in na Srbijo. Pa tudi po vojni Oznane, ki je zavode spremenila v največje koncentracijsko uničevalno taborišče za nasprotnike komunizma. In verjamem, veste, Bog je na skrivnosten način dober, nam velikokrat nerazumljiv način. Verjamem, da je bilo za marsikoga, ki je pod tem napisom odhajal v smrt, v to lažbo spoznanje, da Kristus kljub vsemu ostaja zveličar sveta. Kljub vsemu. Kristusu, zveličarju sveta. Jeglič se je odločil, da bo dal ta napis, da bi vse, ki bi ga brali, spominjal na dejstvo, da ob vseh odrešenikih in zveličarjih, ki so se ponujali in se ponujajo mladim in odraslim, samo Kristus ostaja tisti, ki v resnici prinaša odrešenje in zveličanje. Zato je dragocena današnja Božja beseda, v kateri smo slišali gorečo prošnjo apostolov. Gospod, pomnoži nam vero. Dragi mladi ljudje, dragi bratje in sestre, zelo me zanima, kdaj si ti Jezusa zadnjič prosil za vero. Kdaj si prosil, naj pomnoži, naj okrepi tvojo vero. Vem, da pogosto, skoraj vsak dan prihajamo preden svojimi prošnjami, najrazličnejšimi. Tako, kakor so različne naše želje in potrebe in kakor je različno
naše dojemanje lastne nemoči. Da bi pa prosili za vero, to je pa tako poredko. Zato dvignite pogled, kvišku ga dvignite, da boste spoznali, kakšna obzorja odpira Kristus tistim, ki verujejo vanj. Globoka vera v Kristusa, zveličarja sveta, odpira prostor in čas, ki nas omejujeta v tukaj in sedaj. Odpirata v ljubezen, za katero sveti Pavel pravi, da je vest popolnosti. Pogled, ki je dvignjen z vsakdana, nas povabi naprej in kvišku. Naprej in kvišku. Ta pogled nas odpira prihodnosti in nam daje pogum, da v to prihodnost tudi stopamo. Da prihodnost niso samo sanje, ampak da je prihodnost naše delovanje. Pomislimo na svetega Stanislava. Doma v Rostovu v Mazoviji, bolj ali manj za nas nepoznani kraj. Šolal se je na Dunaju, kjer se je zares prizadeval. To ni bilo delo njegovih vzgojiteljev, to je bila njegova odločitev. Njegova odločitev, da bo rastel v znanju in v oblikovanju svojega značaja. Ko ga je brat Pavel hotel odvrniti od tega, mu je odvrnil: živeti hočem, kakor je Bogu všeč. Ne tebi, dragi Pavel, ne tebi, dragi moj sošolec, ampak kakor je všeč Bogu. Zavedal se je, da je rojen za nekaj višjega kot za postopanje in za popivanje po gostilnah in za zapravljanje talentov in življenja. Za nekaj višjega. Dviganje pogleda k višku mu je razodela, da Bog hoče, da postane član jezuitskega reda. In pot do tega ni bila lahka, nikakor ne. Na Dunaju so se preveč bali njegovega očeta, da bi si ga upali sprejeti. Kakor Bog hoče. Tisti jezuiti takrat niso ravnali, kakor Bog hoče. Je pa res, da je Bog to obrnil Stanislavu v prid. Ker je hotel živeti, kakor je Bogu všeč, mu to ni vzelo poguma. Podal se je na pot, najprej v Nemčijo, potem pa naravnost v Rim. Ne z avtobusom, ne z vlakom, ne z letalom, ne z avtomobilom, ne s kočijo, ampak peš. Vse te poti je prehodil peš. 1500 kilometrov. Ker je hotel živeti, kakor hoče Bog. In vsak korak teh prehojenih kilometrov je krepil njegov značaj, poglabljal njegovo vero v Boga, prešinjal njegovo pobožnost do Matere Marije. Pa še nekaj izjemno pomembnega. Na tej dolgi poti, 1500 kilometrov, se je oblikoval tudi njegov odnos do očeta. In iz Rima ga je v pismu nagovoril tako ponižno in odločno, tako zelo sinovsko, da je očetu splahnela vsa jeza, vsa zamera nad tem svojim sinom in je pobeglemu sinu dal blagoslov. Veste, kako življenje, kakor Bog hoče, človeka vodi k cilju in uravnava njegove odnose z ljudmi. Pa naj bodo še tako težki. Zato dvignite pogled, da boste spoznali, da vas Bog vabi dlje kot do uspešnega zaključka šolanja, veliko dlje kot do uspešne kariere, nepredstavljivo dlje od razkošnega standarda in od minljivega uspeha. Bog vas vabi do izpolnitve.
do tiste izpolnitve, ki jo je pripravil tistim, ki ga ljubijo. In zato danes ponavljamo z apostoli: Gospod, pomnoži nam vero. Dragi vsi, ki ste del zgodbe Zavoda svetega Stanislava, dvigajte pogled Kristusu, zveličarju sveta. Tako boste v zavesti, da ste rojeni za nekaj višjega, izpolnjevali povabilo iz knjige Modrosti: ljubite pravičnost. Ljubite pravičnost. Z vseh koncev sveta prihajajo kriki in solze ljudi, ki trpijo, ki so preganjani, ki umirajo zaradi vojn in zaradi človeškega pohlepa. Koliko je neslišnih krikov, ki se dvigajo iz src ljudi ob nas, ker doživljajo krivice, ker so globoko ranjeni v srcih, pa ne znajo in ne morejo izraziti svoje bolečine. Dvigajte oči k Kristusu, da boste ob njegovem zgledu in po njegovih besedah vzljubili pravičnost. Ne moreš gledati Kristusa in se ne meniti za pravičnost. Ne moreš. Pogled na zveličarja sveta vam bo dal poguma, da boste tudi vi postajali pravični, celo za ceno žrtve. Pravični. Vsi, ki danes praznujemo god svetega Stanislava in se veselimo zavoda, ki nosi ime po njem, čestitam vam ob vašem praznovanju. Veselim se z vami in vas še enkrat vabim. Dvigajte pogled Kristusu, da vam bo očistil srca, da boste videli ljudi ob sebi in da boste slišali njihove krike. Mati Marija, pomagaj nam, da bomo vzljubili pravičnost in jo uresničevali. Amen. Sveti Oče, hvaležni smo za milost preteklih 30 let ponovnega delovanja Zavoda svetega Stanislava. Želimo si živeti tako, kot si ti želiš od nas, zato te prosimo, da uslišiš naše prošnje. Dobri Bog, prosimo te za naš zavod, ohrani vse, ki vam prihajamo, in vse, ki v njem delajo v dobrih odnosih, iskrenem prijateljstvu, rodovitni veri in vztrajanju na tvoji poti. Prosimo te, usliši nas. Dobri Bog, prosimo te za naše družine, da bi v njih vsi našli podporo in ljubezen. Prosimo te, usliši nas. Dobri Bog, prosimo te za nas tukaj zbrane, da bi slišali tvoj glas, po katerem nam govoriš, kaj je prav in kaj narobe, ter da bi vedno izbirali to, kar je tebi všeč. Prosimo te, usliši nas. Dobri Bog, prosimo te, da bi iz našega zavoda prišlo čim več dobrih in veselih duhovnikov, redovnic in misionarjev. Prosimo te, usliši nas. Dobri Bog, prosimo te, da bi v našem zavodu mladi postajali vse bolj zreli in bi kasneje ustvarjali srečne družine. Prosimo te, usliši nas. Dobri Bog, prosimo te za naše vzgojitelje, učitelje in profesorje, da bi z veseljem prihajali v službo in se trudili, da bi čim bolje poučevali. Prosimo te, usliši nas. Dobri Bog, prosimo te za tiste otroke in mlade, ki imajo v življenju veliko težav. Pomagaj jim, da jih bodo premagali in šli veselo naprej v življenje. Prosimo te, usliši nas. Dobri Bog, hvala ti za vse, ki so hodili v naš zavod in so že pokojni. Prosimo te, sprejmi jih k sebi v nebesa.
te usliši nas. Sveti Oče, hvala, ker nas vedno poslušaš. Naj ti bo naše življenje v čast in slavo, zato uslišite naše prošnje po Kristusu našem Gospodu. Dobri Bog, prinašamo ti naše srce in vero, ki prebiva v njem. Z vero si nam dal veselje do prijateljstva s tabo. Kličeš nas, da se pogovarjamo s tabo, da prihajamo k sveti maši, da se spovemo svojih grehov, da beremo sveto pismo in da imamo radi tebe ter vse ljudi, ki jih srečujemo. Ko ti darujemo naše srce, si želimo, da bi naša vera postajala vse bolj živa. Želimo postati svetniki, ki bomo ta svet delali tak, kot so nebesa. To pomeni, da bo povsod veselje in prijateljstvo. Dobri Bog,
prinašamo ti naše športne talente. Radi se gibljemo in živimo zdravo. Šport nas tudi povezuje in krepi timskega duha. Ko ti darujemo naše športne talente, si želimo, da bi v nas vedno zmagala zdrava tekmovalnost in poštena igra, prava ponižnost in velik pogum. Naj nas šport naredi bolj žive, zdrave in plemenite. Dobri Bog, prinašamo ti naše glasbene talente. Petje in igranje na inštrumente nam odpira svet nepopisnih lepot in čudežev ustvarjalnosti ljudi. Izvir lepote je v tebi, navdih pa sad svetega duha. Zato nas glasba zelo globoko poveže s tabo. Ko ti darujemo naše glasbene talente, si želimo, da bi naša glasba ganila poslušalce do srca. Naj glasba pričara košček nebes na zemlji in se dotakne tudi tvojega srca. Dobri Bog, prinašamo ti naše talente za učenje. Znanje nas dela bolj razgledane in nam omogoča, da bomo dosegli poklic, s katerim bomo obogatili naš svet. Prinašamo ti tudi naše veselje do dela. Včasih nam ga zmanjka, zato še toliko bolj potrebujemo tvojo spodbudo. Ko ti darujemo svoje talente, pamet in voljo do dela, si želimo, da se ne bi učili samo za ocene, še manj pa zato, da bi krepili lastni ego. Želimo si, da bi se učili za življenje in zato, da bi res nekaj znali. Naj bomo s tvojo pomočjo pri učenju zagnani, vedoželjni, pošteni in pripravljeni pomagati sošolcem. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh,
Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali griha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, Mati Marija nas spremlja na poti življenja. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir bodi vedno z vami. Dragi vsi, poleg ljubezni do pravičnosti nam knjiga modrosti nalaga še eno držo. In ta drža je pravzaprav pot k pravičnosti, in sicer odpuščanje. Če dvignemo pogled k Kristusu, zveličarju sveta, vedno znova začutimo, koliko nam odpušča in povabilo, naj odpuščamo tudi mi. Pa ne moreš v srcu ohranjati zamere. Ne moreš v srcu nositi jeze na svojega sošolca, na svojo sošolko, svojega sodelavca, na svojega profesorja. Ne moreš, če dvigniš pogled k Kristusu, zveličarju sveta. Zato v tem trenutku, ko bo Jezus prišel in se dal vsakemu izmed nas, ki je pripravljen sprejeti ga, najprej posnemajmo to njegovo gesto usmiljanja in odpuščanja. Podajmo si roke in mir. Jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na njegovo gostijo. Sveto obhajlo se bo delilo na več mestih, spredaj, zadaj, v sredini in ob strani pod prižnico in pri stranskem vhodu. Stopite k najbližjemu, tiste z brezglutensko dieto pa bo obhajlo ob koncu obhajla spredaj.
Jezus, hvala, ker si prišel k vsakemu od nas in nam s tem pokazal, kako zelo nas imaš rad. Hvala ti, Gospod. Jezus, hvala za vse dijake in učence, ki so obiskovali naš zavod v zadnjih 30 letih in so na svetu naredili že veliko dobrega. Jezus, hvala za vse duhovnike, redovnike in redovnice in misionarje, ki so obiskovali naš zavod, in hvala za vse dobro, ki so ga storili za druge ljudi. Jezus, hvala za škofa Antona Bonaventuro Jegliča, ki je pred več kot 100 leti zgradil in ustanovil naš zavod, da v njem rastemo v modrosti, znanju in veri. Jezus, hvala za vse dobrotnike, ki so naš zavod podpirali z molitvijo, žrtvijo in materialnimi darovi. Jezus, hvala za prijatelje, ki so v naših razredih in za humor, ki dela vsak dan lep. Jezus, hvala za tvojo pomoč pri naših testih in spraševanjih, pa tudi pri drugih težavah. Jezus, hvala, ker v naših razredih najdemo dobre ljudi, ki nam radi pomagajo. Jezus, hvala za glasbo, šport, ki nam daje veselje do življenja. Jezus, hvala za naše učitelje, čistilke, kuharje in še vse druge, ki skrbijo za nas, da se mi lahko učimo. Molimo. Vsemogočni Bog, ta zakrament nam daje novih moči. Po zgledu svetega Stanislava najbolj, ko vse drugo iščemo tebe in živimo sredi tega sveta kot novi ljudje, po Kristusu našem Gospodu. Spoštovani gospod nadškof Stanislav Zore, danes praznuje naša hiša in vsi, ki so z zavodom kakorkoli povezani. Za vas pa je ta dan še toliko bolj poseben. V imenu vseh prisotnih vam o praznovanju vašega godu iz srca želim vse najboljše. Želim vam obilo Božjega blagoslova, sreče in zdravja. Sveti Stanislav Kostka, vaš krstni zavetnik in priprošnik, je v svojem življenju izkazoval svojo gorečo vero na vsakem koraku. Živeti je hotel, kakor je Bogu všeč, početudi so mu drugi to obranili. Ni pozabil niti v najtežjih preizkušnjah svojega življenja, niti takrat, ko je na smrt zbolel. Mladi Stanislav je lahko vzor vsem, bil je pobožen, vesel in dobrotljiv. Danes je odlična priložnost, da se spomnite svojega zavetnika, ki vas spremlja že celo življenje. Naj bo vaša pot osvetljena z modrostjo svetega Stanislava Kostke, ki je bil zgled ponižnosti, goreče vere in predanosti Bogu. Naj vas vodi v molitvah, podpira v težavah in v veselju deli vaše radosti. Veselite se v Gospodu, so besede, ki so vam gotovo blizu. Danes se skupaj z vami v njemu veselimo vsi in se mu zahvaljujemo za vaš trud, modrost ter predanost, ki jo že vrsto let izkazujete vernikom. Hvaležni smo vam tudi za to, da ta dan praznujete z nami, z mladimi, ki svetega Stanislava sprejemamo kot svojega. Bog naj vam podari moči, da boste še naprej služili svojemu poslanstvu s predanostjo in ljubeznijo do ljudi. Želim vam, da preostanek tega prazničnega dneva preživite kar se da lepo in podelite svoje veselje tudi z drugimi, ki so vam blizu. Vse najboljše.
Ja, poslušajte, Maša ni dolga samo zaradi moje pridige, veste? Pa na koncu pa pridiga vsega kriva, pa ni? Ja, hvala lepa. In res, imejte pogled kviško, imejte pogled kviško. Potem ta svet ni več tako nemogoč, ampak postane pot v nebesa. Zdaj pa skupaj izrecimo zahvalo Bogu. Vsak z grlom, kako ga je Bog ustvaril, predvsem pa s srcem, ki ljubi Boga. Tebe, Boga, hvalimo. Očeta in Sina Svetim Duhom. Slavljen si Gospod na nebesni višavi. Gospodu sliši mojo molitev. Gospod z vami. Bog, ki je slava in sreča svetnikov, nam je dal obhajati današnjo slovesno spomin svetega Stanislava. Naj vas vedno blagoslavlja. Priprošnja svetnikov naj vas reši sedanjega zla. Njihov zgled naj vas spodbuja k svetemu življenju, da boste vneto služili Bogu in ljudem. Bog vam daj, da bi se skupaj z vsemi svetimi radovali v tisti domovini, ki jo je Bog pripravil otrokom svoje cerkve. To naj vam in vsem vašim podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.